You go, girl. 13. oziroma 14. sezona, Aljaž, to je pred zadnja epizoda. Epizoda s številko 22, ki pa se mi zdi, da je sogovornica super za to, da gremo proti koncu sezone. Ker če je ena stvar, s katero se ukvarjava pravzaprav v vseh vsebinah in podcastih, ki jih delava, je seveda tudi to vprašanje človekovih pravic. Mediji človekove pravice, ne vem, nove tehnologije človekove pravice. Vse povsod, kjer je, nekako trčimo na to vprašanje in zdaj imamo super sogovornico na to temo. Tako je. In ne nazadnje, pred dnevi smo praznovali dan državnosti, 25. junij je minil, in končni fazi človekove pravice in borba za njih, njihovo zagovarjanje so bili eni od temeljev, ena od genez ne samo slovenske države, ampak želje po slovenski državnosti. Tako da mislim, da je prilika več kot idealna za to, da v Metinem čaju pozdraviva doktorico Simono Drenik Bavdek, varuhinjo človekovih pravic Republike Slovenije. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Dober dan. Zadnji junijski dnevi in varuhinja jih preživlja kako? Delovno? Ali je že počitnica, kot se reče? Počitnice, če niso na vidiku, je delovno na več nivojih, tako na nacionalnem, kot na lokalnem, kot na mednarodnem. Tako da vsaj še do srede julija bo delovno, potem pa upam, da bo tudi kakšen dan dopusta. Namreč od imenovanja sem imela vsega en dan dopusta. Ja, so bili kar zabavni meseci. In se zakopljeva z Aljažem v posamezne postavke, ki so se dogajale, ampak Metin čaj začneva enako vsakič, in sicer da gosta oziroma gostje vprašava, da se malo predstavi. Zdaj, za tiste, ki vas ne poznajo, priložila bova seveda en kratko biografijo na spletno stran s povezavo na uradno, ki je veliko daljša, ampak kako se doktorica Simona Drenik Bavdek predstavi? Ja, če gledamo poklicno, strokovno, sem pravnica, mednarodna pravnica, doktorica pravnih znanosti. Zanima me predvsem mednarodno pravo, človekove pravice, implementacija mednarodnega prava in mednarodnih norm v nacionalni pravni red. Zdaj več kot 15 let sem delovala v slovenski diplomaciji, potem sem bila 5 let zaposlena na Ministrstvu za pravosodje, od leta 2020 pa delam pri varuhu človekovih pravic, kjer sem bila pomočnica vodje centra za človekove pravice. To pomeni, da sem vzpostavljala, da je varuh začel polno delovati tudi kot nacionalna institucija za človekove pravice. V tem času smo pridobili statusa po pariških načelih, kar pomeni, da izpolnjujemo vse mednarodne standarde za delovanje te institucije. Februarja pa sem bila potem na predlog predvsem strokovnjakov, ki jih zelo cenim, predlagana in potem imenovana na to mesto. Če pa gledam čisto osebno, pa sem mama dveh čudovitih otrok, sem žena, hčerka, sestra, teta, prijateljica. Ne vem, navdušena sem nad različnimi športi, predvsem pa nad košarko, zadnja leta tudi nad plezanjem, vse bolj, in pa tudi nad različnimi umetnostmi, od glasbe do filma, slikarstva, arhitekture, tako da različne stvari. Ja. Doktorica Drenik Bavdek, če sem prav preštel, ste 5. varuhinja po vrsti v zgodovini slovenske države. Vsak varuh, vsaka varuhinja tej funkciji da nekak pečat, ker nek svoj svojstven pečat, malo teme, ki jih bolj, ne bom rekel, ki so ji ali mu ljube, ampak s katerimi se bolj ukvarja. Kako si vi predstavljate to funkcijo? Kaj so stvari, s katerim se boste še posebej posvečali? Ja, v bistvu sem 6. varuhinja človekovih pravic. Se opravičujem. Predtem so bili 3 varuhi, pa 2 varuhinji, tako da ja, zelo uravnoteženo po spolu, bi lahko rekli. Jaz mislim, vsak varuh da svoj pečat instituciji, seveda tudi s poudarkom, pa vendarle tudi je neka rdeča nit,
ki izhaja že iz ustavne opredelitve institucije varuha. Ampak, če gledamo ta svoj pečat, seveda vsak izhaja iz svoje stroke, iz svojega znanja, potem temu posveča pozornost. Tako da mogoče res je, da je bila pred mano samo še ena varuhinja, ki je bila tudi pravnica, tako da jaz dejansko gledam na ta položaj bolj skozi očali prava, ne, in razumem tudi človekove pravice v tem smislu, predvsem kot pravno kategorijo, ne. Sami ste omenjali, da je ustava, lahko rečemo več kot 1/3 slovenske ustave, ne, določajo človekove pravice. In zato tudi gledam vlogo varuha, predvsem tudi v uporabi različnih procesnih možnosti, ki jo naši instituciji daje pravni okvir, zakonodaja, ampak tudi mednarodno pravni okvir. Tako da jaz gledam na položaj varuha predvsem, da je treba uporabiti mehanizme, ki jih imamo, da morda nismo tako brezzobi tiger, kot si nekdo predstavlja. Delamo tudi zdaj intenzivno na krepitvi sistema pregleda implementacije naših priporočil. Zelo se zavzemam, da bi tudi različni mednarodni mandati, ki si jih je država zavezala, da jih bo ustanovila, ne, da bi jih tudi imeli v Sloveniji, na primer po konvenciji o otrokovih pravicah, da bi krepili položaj in ustanovili pravnega ali pa polnega varuha otrokovih pravic, po konvenciji o pravicah invalidov, da bi ustanovili monitoring, kot ga ta konvencija predvideva, pa ga že zelo dolgo Slovenija ni ustanovila, samo še nekaj evropskih držav, na primer, tega nima. Potem tudi druge mednarodne mehanizme, tako da, na primer, spremljanje trgovine z ljudmi, potem zdajle po evropski zakonodaji je aktualno tudi spremljanje z vidika pakta EU o migracijah. Tako da se mi zdi, da v Sloveniji se lahko položaj varuha še bistveno bolj ukrepi, tudi z vidika, da se spoštuje mednarodno pravne obveznosti, ki jih je država že sprejela in kjer v Sloveniji še nimamo ustanovljenih nadzornih mehanizmov. Zdaj, mogoče še ena taka zadeva so ranljive skupine, to se mi zdi tudi zmeraj bolj pomembno o njih govoriti, namreč te skupine imajo šibkejši glas kot same, zato je zelo pomembno, da se varuh tudi na te skupine osredotoča. To so zelo različne skupine, ne. Skupno pa mi je seveda to, da niso večinske in da dejansko do njih obstajajo določeni predsodki, pa tudi, da so v bistvu bolj izpostavljene, na primer, diskriminaciji. Mogoče še en vidik, da je varuh, kljub temu, kar sem rekla prej, da še nimamo vseh Sloveniji mandatov, ki bi jih lahko imeli, ali pa po mojem mnenju morali vzpostaviti, da je varuh institucija, ki ima v bistvu več mandatov, ne, torej je večmandatna institucija, ne. Eno je varuh kot tak, kjer obravnavamo pobude posameznikov, ne, in teh je iz leta v leto več tisoč, ne, na leto jih prejmemo in jih obravnavamo. Potem varuh deluje kot državni preventivni mehanizem, to pomeni, da obiskujemo prostore odvzema prostosti oziroma kraj odvzema prostosti in delujemo kot nacionalna institucija za človekove pravice, kar pomeni, da ne samo varujemo, skrbimo za varstvo človekovih pravic, ampak da je naš mandat tudi promocija človekovih pravic, spodbujanje človekovih pravic, ozaveščanje od njih, izobraževanje, usposabljanje človekovih pravicah in tudi tukaj vidim še veliko možnosti, da krepimo svoj mandat. Slabega pol leta ste zdaj na položaju, pa bom sam pol koraka nazaj stopila. Ste omenili, da vas je predlagala skupina strokovnjakov, ki jih cenite. Mene pa zanima, ko so, ne vem, potrkali na vaša vrata, pa rekli, a je to nekaj, kar ste si želeli v življenju, oziroma kaj je takrat se vam po glavi motalo, preden ste dali soglasje konec koncev za to kandidaturo? Ja, iskreno moram povedati, da ob poteku mandata prejšnjega varuha nisem o tem razmišljala.
zakaj? V bistvu, Ampak zakaj ne? Saj ste delovno delali mesto, noter. ja. Zakaj ne? Ker Ja, v bistvu na tem delovnem mestu, na katerem sem bila v bistvu zadovoljna, bila sem tudi že izvoljena za članico upravnega odbora Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice, velikokrat sem bila vabljena na razna seminarje, predavanja, konference kot govorka, vzpostavljali smo sistem poročanja v okviru te skupine, te mreže ENRI, glede vladavine prava, pravne države za vseh 51 članic, kjer sem kot predsedujoča pravni delovni skupini aktivno sodelovala, pripravljala sem razna mednarodna poročila, torej delo, ki me je zelo veselilo, tako da v bistvu nisem razmišljala, mogoče malo tudi zaradi arbitražne zgodbe, se mi je zdelo, da se ne rabim toliko izpostavljati in da je pač to, da je to. Tako da nisem imela nekih posebnih kariernih pričakovanj, ampak predvsem sem gledala, kje lahko prispevam, pa da delam to, kar poznam. Predavala sem tudi na fakulteti, tako da mi je tudi to delo izpopolnjevalo, tako da nisem imela neke te notranje potrebe, če rečemo. Seveda, ob predlogu sem pa rekla, si prvič, najprej, zakaj pa ne, v bistvu strokovno sem rekla, seveda imam vizijo, institucija sploh ni pomisleka, drugi je bil pa tak bolj psihološki pomislek v smislu, a mi je tega treba, a je to res, pač to bo seveda spremenilo tudi neko družinsko življenje, dinamiko, in sem imela malo pomislekov na začetku, ampak potem, ko sem se pa odločila, me pa zadeva zveri bolj veselila in sem si potem, sem rekla, sem imela že polno idej, kako bi lahko nadgradili delovanje institucije, kaj bi lahko imeli za prioritete, tako da sem po tej odločitvi zelo hitro potem padla v to razmišljanje, kaj vse bi bilo treba narediti. No, ker ste jo že sami omenili, zaradi te arbitražne zgodbe, zdaj za tiste, ki se mogoče ne spomnijo ali pa so pozabili, pa ne vejo sploh. Skratka, julija 2015, se pravi glih 11 let nazaj, je velik škandal izbruhnil, namreč hrvaški mediji so objavili prisluhe telefonskim pogovorom med slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem in vami, ki ste bili takrat, kako je bilo uradno naziv, pooblaščena strani MZS? Agentka, slovenska agentka, tako, no, in iz pogovorov je pač nekako bilo razumeti, da ste razpravljali o zaupnih informacijah, o možnih izidih arbitraže in tako dalje. Afera je kar močno odmevala, vidva sta obadva odstopila. Hrvaška pa je po tistem trdila, da je postopek kompromitiran in je iz arbitraže enostransko izstopila. Moje vprašanje pa je, ker ste to sami tudi omenili, koliko narekovaj poškodb je ta zadeva pustila pri vas? Mislim, to je taka zadeva, ki te absolutno pretrese in osebno in profesionalno. Nekaj, kar absolutno niti v sanjah ne pričakuješ. Seveda, vzadnji, zakaj je do tega prišlo, je veliko, pa mogoče to ni pravo mesto za razpravo, ampak mogoče, kar je pomembno, je to, da in kar me v bistvu malo boli, je to, da dejansko v končni fazi je arbitražno sodišče presojalo v tej zadevi in ugotovilo, da ni šlo za tako kršitev, ki bi kompromitirala postopek, in je odločilo, da se arbitraža nadaljuje in se tudi zaključila uspešno. In ta mogoče pogled, ki je razumljiv iz hrvaške strani, ne pa iz mednarodno pravne in pa iz slovenske, čeprav ga v Sloveniji kar velikokrat prevzamemo, je to, kako je Hrvaška enostransko odstopila. Mi moramo vedeti, da po mednarodnem pravu ni mogoče enostransko odstopati od mednarodnega sodnega ali arbitražnega postopka, ko si enkrat dal soglasje, da si v njem, ker to bi potem vsi delali. A veste, ampak potem bodoče arbitražno sodišče in dejansko ta odstop ni enostranski odstop, ampak gre za kršitev mednarodnega prava s strani sosednje države
In je to treba tudi s temu opredeliti. To je zelo podobno kot ko neko druga država, kjer pa razumemo, ne spoštuje neke sodbe meddržavnega sodišča v Hagu ali pa svetovalnega mnenja, in tam smo vsi zelo jasno definiramo, da gre za kršitev, ko se ne spoštuje te sodbe, ne, da gre za kršitev te sodbe, ne. V tem našem primeru pa rečemo enostranski odstop. Država nima te možnosti enostranskega odstopa enkrat, ko je v sodnem postopku, ne. Ja, to razumem, ampak bolj Ja. me tudi zanima Brujzes na vaši strani, ker potem ne samo, da sta odstopila, vi ste potem šli tudi iz MZZ-ja, pogrom nad vami je bil kar precejšen. Ja, to zelo težki časi, no. Jaz sem tudi takrat želela, da grem da zamenjamo, ne, to delovno okolje. Lahko rečem, da sem imela kar dosti ponudb, ne, na moje presenečenje takrat, in lahko bi šla tudi v tujino, sem imela tudi veliko možnosti, no, pa vendarle sem se pol odločila za eno tak pač možnost, ki mi je bila zelo blizu, a ne, in sem se potem takrat zaposlila na Ministrstvu za pravosodje, kjer sem lahko delala na področju mednarodnega prava oziroma implementacije mednarodnih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red, ne. In to mi je dejansko veselilo, tako da sem bila potem interno zadovoljna, mislim, z tem delom, ki sem ga opravljala. Ja, je bilo pa težko, tako da v bistvu jaz nisem videla v bistvu takrat pač mogoče moje prihodnosti več na tak način, kot vsaj v kariernem smislu, ne, kot sem si jo na začetku, pač, ker si vsak neko idejo predstavil, ampak dejansko meni se je zdelo bolj pomembna ta tudi notranja, ne, osebna zadeva, kako te stvari predelati, ne. Tule mi je sigurno pomagalo tudi vedenje, da jaz sem delala v dobri veri, brez neke zunanje ali pa kakršnekoli koristi pri tej zadevi. Ja, pač imela sem tudi še neke druge informacije, na podlagi katerih seveda ne rečem, da je bila odločitev prava, pa vendarle po bitki je zmeraj lahko biti general, tako da v bistvu je to pač ena taka zadeva, ne. Seveda v uporu so bili pa tule res družina, prijatelji, ja, sem pa v tem času potem imela mogoče pa po drugi strani privilegij, da sem imela pa malo več časa za otroke, za družino. Jaz mislim, da vsaka stvar, ne, vsak človek, ne, ima v življenju vzpone in padce in zelo pomembno je, kako se s temi padci spoprijemamo, ne. Kakšni lahko tudi obupajo, ne, imamo lahko tudi zelo tragične zgodbe, ne. Lahko se pa od tega odločimo, da se nekaj naučimo, ne, in da gremo naprej močnejši z neko sicer zelo grenko izkušnjo, pa vendarle samo izkušnjo, ki te pelje potem naprej, ne. Tule se mi zelo pomembno, da tudi ohranjaš, ne glede na to, kaj se človeku zgodi, da ohranja neki optimizem, ne, neko še zmeraj pozitivnost v smislu, ne da rečeš, saj je vse brez veze, zakaj sem pa zdaj še trudil, ne, ampak da si rečeš, želim še zmeraj pomagati ljudem, želim še zmeraj pozitivno razmišljati o stvareh, želim še vedno prispevati, pač kjerkoli sem, a ne, ali na eni ravni ali na drugi ravni, in to se mi zdi zelo pomembno, no, da ohranimo ta pozitiven odnos do življenja, tudi če se nam zgodijo zelo težke stvari. No, in ena od lekcij, ne, vse te zgodbe, oziroma tega sidequesta, ki smo ga zdaj odprli, je, mislim, poleg tega, da se v tej državi pogosto strokovnjaki delajo kot svinja z mehom, to je moje mnenje, ne rabite komentirati, je ena od lekcij tudi ta, ne, da včasih ni dovolj, da je samo pravo na tvoji strani. Včasih je treba tudi udariti po mizi. Je treba najti zaveznike, če jih še nimaš. Kateri so institucionalni, ne govorim zdaj o konkretnih osebah, ampak institucionalni zavezniki varuha urada, se pravi, varuha človekovih pravic kot institucije. Vas je predlagala predsednica države, potrdil vas je parlament z dvotretjinsko večino. Komu greste najprej, če naletite na eno sistemsko oviro, ki jo je treba rešiti? Kdo je tisti, ki mu rečete, daj pomagaj? Ja, zdaj, varuh je institucija, ki je neodvisna, ki mora biti nepristranska, strokovna,
to je največja moč, ne, varuha. Seveda, varuh je bil predlagan sa strani predsednice, pač varuh je predlagan varuhinja strani predsednice republike, izvoli jo ga državni zbor, pa vendarle, ne, potem varuh izredno letno poroča državnemu zboru o svojem delu, pa vendarle pri svojem delu mora biti neodvisen, ne, kar pomeni, kam gre varuh, ima več zaveznikov, ne, hkrati pa seveda tudi zelo pogosto lahko razumem, kot tisti, kjer se pač je njegovo mnenje težko slišati, ne, zato ker opozarja, ker nastavlja neko ogledalo družbi, ker opozarja na nepravilnosti različnih vaj oblasti, ne. In tukaj je zelo pomembna, se mi zdi ta strokovnost, tudi neka povezanost, tako da jaz vidim med naravnimi zavezniki varuha v prvi vrsti druge neodvisne državne institucije, s katerimi je treba, po mojem mnenju, da kot institucija krepimo sodelovanje, v smislu predvsem razumevanja te neodvisnosti, ne, od različnih vaj oblasti, strokovnosti dela, seveda tudi pritiskov, ne, varuh je hkrati tudi zagovornik človekovih pravic, v angleščini to je ta Human Rights Defender, kjer je seveda zagovornik skupaj tudi z drugimi zagovorniki človekovih pravic, ki hkrati tudi ščiti, glede na to, da ima nek institucionalni okvir. To so lahko nevladne organizacije, to ste lahko novinarji, to so lahko posamezniki, ne, ki se zavzemajo za spoštovanje ali pa se borijo proti kršitvam človekovih pravic, ne. In to so tudi nekako naravni zagovorniki. Potem je tudi mednarodno okolje, mednarodna združenja, povezave so zelo pomembne. Namreč tukaj se kot institucija, kot strokovnjaki, kot vodje institucij krepimo medsebojno razumevanje, ne, enega širšega položaja, da nekaj, kar se dogaja, ni mogoče samo specifično za Slovenijo, ampak da se podobne stvari dogajajo tudi v drugih evropskih državah, morda tudi v drugih državah po svetu. Potem imamo institucije mednarodnih organizacij, kot so Svet Evrope, s katerimi dobro sodelujemo in prav tako razpravljamo, ali pa v okviru Združenih narodov razni mehanizmi za varstvo človekovih pravic. Tako da varuh mora imeti zelo razvejano mrežo teh institucij, s katerimi sodeluje. Seveda pa je na koncu v odločitvi, ne, katero zadevo, naprimer, če rečem, predložiti ustavnemu sodišču ali pa v kateri zadevi pripraviti posebno poročilo ali pa dati kritiko različnim vejam oblasti, ministrstvom ali pa tudi, ne vem, državnemu zboru, lahko tudi v določeni meri tudi sodiščem, ne, sodstvu, pa je potem seveda na posamezni osebi, ki vodi institucijo, ki pa mi pomagajo tudi seveda namestniki, imam namestniki varuha, in namestnica, ter seveda celotna ekipa varuha. Moramo vedeti, da je pri varuhu zaposlenih v bistvu 60 ljudi, 60 strokovnjakov in smo s tem tudi, po moje, institucija za največ znanja, z največ strokovnjaki s področja človekovih pravic v državi. Omenili ste, da je pomembno sodelovanje tudi z drugimi organizacijami, ki delujejo na teh področjih. Zdaj v Sloveniji imamo tudi zagovornika enakosti. Ko pogledam, s čim se vi ukvarjate, s čim se oni, se zdi, da gre včasih tudi za kakšna, ne vem, a je fino, da imamo čim več tega, v smislu the more the merrier, ali gre v takih primerih za podvajanja, za skakanje v zelje, da ni jasne ločnice. Kakšen je vaš pogled? Ja, če pogledamo neko landscape, kako se to po slovensko reče. Ja, ekosistem, recimo. No, naprimer, ekosistem inštitucij, ne, varstva človekovih pravic na nacionalni ravni, ne, iz nekako primerjalno pravnega vidika, lahko vidimo, da imajo različne države različne ureditve, ne, teh institucij, ne, od izjemne fragmentacije teh institucij, naprimer na Finskem, pa še na katerih državah, kjer imajo res v bistvu že skoraj potem forum shopping, torej to pomeni, da se posameznik lahko sprehaja med različnimi institucijami in izbira, kdo bo bolj verjetno njemu bolj ugodno odločil, ne, do
držav, kjer imajo mogoče samo eno institucijo, ne, ki pa ima praktično na koncu monopol nad razlaganjem, ne, ali pa nad obravnavo zadev, ki se nanašajo na človekove pravice, imamo vmes polno možnosti, ne. In tukaj vidimo, te različni mandati izhajajo iz različnih tudi pravnih sistemov zahtev. Če gledamo iz vidika razvoja, ne, vidimo, da se je institut varuha človekovih pravic kot nekoga, ki se ukvarja, ali pa smo ombudsmana, ne, ki se ukvarja z predvsem dobrim upravljanjem in nadzorom delovanja države, začel razvijati že v začetku 19. stoletja, predvsem v skandinavskih državah, a ne, prvi je ta pač švedski ombudsman se razvil in so se potem ti ombudsmani po zgledu Švedske zelo fragmentirano razvijali. V vsaki državi so nekako vzeli to idejo, pa jo po svoje razvijali, ne. Potem pa, če gledamo konc 80. let prejšnjega stoletja oziroma začetku 90, ko so nastajale po padcu Berlinskega zidu v Evropi nove države, ne, pa kar naenkrat vidimo to zahtevo Evropske komisije, ne, da naj bi te države imele tudi kot to novost ombudsmansko institucijo, ne, lahko vemo, da v SFRJ pač ni bilo ombudsmana, ne, to se še za nazaj spomne. In takrat je bila to nekako zahteva, da je to zelo pomemben mehanizem zavor in ravnovesij pri nadzoru delovanja oblasti in so potem vse te nove države, ne, smo razvijale te institucije, ne. Hkrati v teh letih pa so Združeni narodi, ne, imeli poglobljeno razpravo o tem, da bi se v vseh državah članicah Združenih narodov, to je pa vzporedno, razvijale institucije, nacionalne institucije za človekove pravice, ki pa bi skrbele ne samo za zaščito človekovih pravic, ampak tudi za spodbujanje človekovih pravic in bi imela splošen mandat naslavljati katerokoli vprašanje, torej ne samo pobude, ne. In če mi gledamo, ne, se je v bistvu na tak način potem varuh človekovih pravic v Sloveniji začel razvijati. Potem pa, če pogledamo na zagovornika načela enakosti, ne, je pa seveda to bila direktiva Evropske unije, ne, in zahteva, ne, da vsaka država ustanovi tudi ta institut zagovornika načela enakosti, podobno kot je zahteva prava EU tudi imeti informacijskega pooblaščenca, ne, ali pooblaščenko, ne. In tukaj je bilo takrat, se spomnim, to je bilo ravno okrog leta 2015, so potekale razprave, a bi Slovenija imela eno institucijo, ne, torej a bi zagovornik bil znotraj varuha, ali pa bi bila samostojna institucija, ne. In potem takrat je prišlo, pustimo razloge, pač po več krogih razprav do odločitve, ne, da je to samostojna institucija, ne. In zanimivo je, da sem jaz kot strokovnjakinja takrat se bolj nagibala za to, da bi bil zagovornik načela enakosti znotraj institucije varuha. No, ampak zdaj po 10 letih delovanja zagovornika, ne, kjer pa vidimo, da je en segment dela varuha zelo dobro razvil in nadgradil, ne, ker vemo, da ima še širše pristojnosti. Naprimer, zagovornik lahko obravnava tudi kršitve, ne, ali pa zatrjevanje diskriminacije tudi v zasebnem sektorju, torej ne samo v javnem sektorju, ne. Nekako se je razvil. Torej, po vašem mnenju nekako ne gre za podvajanja, a bi pol recimo podprli tudi, ne vem, varuh otrokovih pravic, da je to tudi posebej inštitucija? Ja. Ker vem, da se govori o tem. Mislim, to je tudi možno, da je posebna institucija, ne, jaz se pa tukaj ravno zagovarjam, pa da bi pa varuh otrokovih pravic pa lahko bil glede na vse delo, ki ga pri varuhu že upravljamo, znotraj naše inštitucije kot posebna neodvisna institucija oziroma enota, ki bi imela svojo avtonomijo, ne. Moramo vedeti namreč, da smo pri varuhu otrokovih pravic pri varuhu v bistvu že leta, že desetletja člani tudi Evropske mreže varuhov otrokovih pravic, kjer pa imamo status opazovalca, ker še nimamo za zakonom dovolj opredeljenega in tudi nekako razširjenega mandata. Če pogledamo, naprimer, sosednjo Hrvaško, imajo zagovornika načela enakosti, ki je del institucije hrvaškega varuha, ne, oziroma varuhinje, medtem ko pa imajo varuha otrokovih pravic kot samostojno institucijo, ne. Zdaj pri nas imamo samostojnega varuha, zagovornika, ne, ampak pretirana fragmentacija institucij tudi ni prava rešitev, ne. In tem sem se pogovarjala nedavno tudi z zdajšnjo direktorico Agencije EU za temeljne pravice, Sirpo Raucijo, ne,
ki pravno to razlaga, ne, in ugotavljamo tudi na ravni EU, da je treba najti neko ustrezno ravnotežje med preveč in premalo samostojnih institucij. Ne. Tako da v bistvu jaz se zavzemam tukaj, da bi dejansko ta mehanizem, glede na to, da imamo to mi že kar dobro razvito pri varuhu, da imamo institut zagovorništva otrok, dejansko razvijali znotraj avtonomije v naši instituciji in v bistvu mislim, da smo tudi že kar v lepi meri dosegli neko splošno razumevanje in soglasje glede tega. Upamo pa, da bo čim prej tudi interes, da se spreme zakonodaja in da dejansko potem lahko vzpostavimo ta mehanizem za otroke. Ne. S tem pa zelo pomemben tudi ena od mojih prioritet, da bi se vzpostavil varuh otrokovih pravic. Namreč otroci niso samo prihodnost družbe, so tudi sedanjost in dejansko vidim, da je veliko izzivov, ne, kjer bi dejansko varuh otrokovih pravic imel zelo veliko dela, tako glede duševnega zdravja otrok, kot različnih pravic otrok v sodnih in drugih postopkih, do visoko konfliktnih razvez, potem v samem šolskem sistemu, na kakšen način se lahko opolnomočijo otroke na različnih področjih, se jih usposablja, izobražuje o človekovih pravicah, pomenu strpnosti v družbi, ne vem, ničelne tolerance do nasilja in tako naprej. Tako da dejansko jaz si res zavzemam, no, in upam, da bo čim prej prišlo do ustanovitve varuha otrokovih pravic s polnim mandatom. V kakšni meri pa ta, dajva reči, nedograjen mednarodno pravni okvir strani Slovenije omejuje vas pri, kaj bi temu rekel, polnem izpolnjevanju nalog, ne, ali pa delanju tistega, kar se vam zdi, da je prav, ali pa opozarjanju pred tistim, kar je narobe. Zdaj konkretno sprašujem o nedavno sprejetem spremembi zakona o lokalni samoupravi, ki jemlje aktivno volilno pravico prebivalcem tretjih držav z stalnim prebivališčem v Sloveniji, kjer ste v mnenju, ne, oziroma stališču, ki ste ga objavili pred dobrimi 10 dnevi, ravno na to opozorili, ne, da je Slovenija sicer podpisnica konvencije zdaj pa ne najdem, skratka o sodelovanju tujcev v lokalnih zadevah, ni je pa še ratificirala. In potem si čez zelo natančno pač razložite, zakaj jemanje te volilne pravice državljanov na teh držav s prebivališčem v Sloveniji, zakaj je to zelo slaba ideja. Ampak hkrati se mi zdi, da je iz tega stališča neko obžalovanje veje, ne, da če bi pa bili podpisniki te konvencije, bi pa to sploh ne bi bilo vprašanje, ker bi šlo za kršitev mednarodnih obveznosti Slovenije. Skratka, bom zelo konspiratorno vprašal, a je slovenska država v raznih pojavnih oblikah oblasti nalašč pustila takšne luknje, da si potem lahko privošči poteze, kot je nedavna sprememba in odvzem volilne pravice tujcem? Ja, zelo dobro ste vprašali, ne. V bistvu gre tle za vprašanje nekega širšega okvira. Ne moramo vedeti, da če gremo tle pogledati to volilno pravico tujcem in ta odvzem, nekako rečemo, ne. Zdaj prvo je moja res velika kritika, da se zadnje čase, ne, pa to ne samo s to vlado, tudi že pri prejšnji vladi je bila ista tendenca, oziroma z vsako vlado se malo slabša, ne, stanje, zelo hitro sprejema neke nove zakonodajne rešitve brez upoštevanja standardov, ki se nanašajo na sodelovanje javnosti, na neke roke, oceno skladnosti z, ne vem, ustavo, evropskim pravom, mednarodno pravnim redom. Torej zelo slabo argumentirano se pripravlja, ne, v zadnjih časih zakonodaja in se na hitro sprejema z večino, ker se pač lahko, ne. In to dejansko kaže, potem prihaja do novih problemov. In hkrati, ne, pa se dejansko zelo ad hoc, ne, istočasno obravnava posamezne teme, ne. Zdaj, če pogledamo to zakon, ne, to novelo zakona, vidimo,
da je bilo opredeljeno, da v bistvu ne gre za zahtevno vprašanje, to je v obrazložitvi, ne? In da se zato lahko sprejme po skrajšanem zakonodajnem postopku, ne? Ampak, če pogledamo bolj globoko, ja, res je, ne, 63. člen ustave prav, da zakon lahko določi, v katerih primerih in po katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci, ne. Ampak hkrati pa vemo, da je Slovenija tudi podpisnica, ni pa pogodbenica, ne. Konvencija Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni, ki zanimivo, ne, je bila podpisana v času prve Janševe vlade. Potem pa je praktično 20 let nobena vlada ni ratificirala, torej ni naredila naslednjega koraka, da bi država postala pogodbenica te konvencije, ne. In ta konvencija zelo jasno opredeljuje med drugimi pravicami glede participacije tujcev v javnem življenju, tudi pravico tujcev, ki zakonito vsaj 5 let bivajo v državi pogodbenici, ne, da imajo volilno pravico, aktivno volilno pravico na lokalni ravni, ne. In če bi, seveda, moja kritika je, da če bi Slovenija bila pogodbenica te konvencije, ne, ob upoštevanju potem tudi 8. člena ustave, ki pa pravi, da je mednarodne pogodbe so nad zakoni, ne, bi dejansko do take spremembe sploh ne bi mogli več priti, ne. Ampak zdaj, zakaj do tega ni prišlo, ali so različne vlade in stranke na to konvencijo pozabile, ali so menile, da je neustrezno, da bi to ratificirali, ne bi hotela ugibati, ne, ampak dejansko bi to dajalo neko drugačno, ne, pravno stabilnost, pravno dimenzijo te celotne zgodbe, oziroma verjetno do tega sploh ne bi mogli priti, ne. Zdaj, ko pa to imamo, pa seveda vprašanje, ne, jaz še zmeraj se sprašujem, ali je Slovenija s tem, po mojem mnenju je, ne, ravnala v nasprotju z namenom in ciljem te konvencije, ne, glede na to, da smo 20 let imeli sistem, ki je bil skladen s to konvencijo, ne, in zdaj vstopimo, kar je pa tudi v nasprotju z mednarodnim pravom, ne, namreč mi vemo, da podpis tudi zavezuje k ravnanju, ne, in sicer, da ne ravnaš v nasprotju z namenom in ciljem konvencije, ne, kar jaz mislim, da tako ravnanje, če si po 20 letih brez razprave to spremenil tako na hitro je, in se zato sprašujem, kaj Slovenija zdaj misli v zvezi s to konvencijo narediti, ali misli odstopiti od te od podpisa, ne. To je tudi možno, ne. Zdaj, mogoče se lahko vsi spomnimo, pred časom je bilo veliko razprave, ko se je ZDA so se odločile, da odstopijo od Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, in takrat je bilo kar veliko od cele mednarodne pozornosti, ne, da se je ta država odločila za ta korak, ne. Torej tudi odstopi od konvencij imajo zelo veliko sporočilnost, ne, glede smeri, kamor država gre, ne. Seveda pa odstop nič ne pomeni, da potem v nekih drugih pogojih država ne bi mogla pristopiti k tej konvenciji in postati njena pogodbenica, ne. Ampak dejansko se mi zdi, da je res treba gledati na ministrstvih, jaz mislim, da je dosti strokovnega znanja, ne, se pa bojim, da ti strokovnjaki so zmeraj bolj tiho, ne, glede na različne pritiske politikov, kar pa je škoda, ne. Vemo že od starega Rima naprej, a ne, kako pomembna je dobra in strokovna državna uprava, administracija. Če pogledamo Belgijo, je večkrat predsedovala Svetu Evropske unije brez vlade in so jo dejansko uradniki na najvišji ravni celo vodili, ne, takrat tiste pol leta, ne, Evropsko unijo, in to v Sloveniji velikokrat pozabljamo, ne, kar se mi zdi v bistvu tudi izgubljena priložnost za eno tako majhno državo, ki ima veliko strokovnjakov, ne, in bi se jih lahko bolj upoštevali. Pa je to tema, je to vprašanje, kjer bi zdaj v uradu varuha pod vašim vodstvom lahko šli dlje od stališča, je to nekaj, kar bi lahko recimo problematizirali na ustavnem sodišču? Ja, tukaj se jaz bojim, da v bistvu ustava daje kar široko polje proste presoje, ne, zakonodajalcu v zvezi s to zadevo, ne. Seveda je lahko eno vprašanje, če gre za poseg v pridobljene pravice, ne, pa vendar le tudi to razumevanje posega v pridobljene pravice ima določeno omejitev, ne. In zdaj, če beremo celotno ustavo, ne, in če tudi vidimo primerjalno prakso, ne, drugih evropskih držav, bi verjetno zelo težko
zdaj šli tukaj tako daleč. Dejansko bi tukaj za vprašanje, kaj je v družbi sprejemljivo, ne? Tako da morda jaz se nagibam, da glede na to, da ni bilo nobene strokovne razprave, da je referendum v tej zadevi, ne, kar mogoče pravi pristop, ne, in da pač volilci oziroma pač državljani povejo, ne, ali so za to. Je pa sigurno tukaj velik poseg v že obstoječe pravice teh tujcev, ne, in se res moramo vprašati brez argumentacije, ali je to upravičeno, ne, da se na tak način posega. Jaz mislim, da je pač zelo velik, morda nesorazmeren poseg, sploh tako hitro, ne, prekrat v enem letu pred volitvami, ne, celo tudi odbor regij, mislim, da je opozoril Svet Evrope, da je to, seveda je pač ta standard, da je neprimerno, da se volilna zakonodaja spreminja, ampak da se potem v obdobju med volitvami pa naredi temeljita razprava, ne, o tem. Ampak zdaj smo, kjer smo, tako da jaz mislim, da verjetno bomo videli, kako bo, ne, s temi podpisi za referendum. Ima pa zmeri vedno, ne, tudi 1/3 poslancev možnost, ne, predložiti zadevo na ustavno sodišče. To pa tudi drži, ker naj spet pripelje do vprašanja, ne, da rečem, namenov ali pa čistosti namenov vsakokratnega slovenskega političnega razreda. Ja, se strinjam. To epizodo snemamo junija, ko je mesec ponosa, mesec še bolj aktivnega opozarjanja na pravice manjšin. Če sem si prav zapomnila, ste uvodoma omenili, a je bila številka 1000 prošenj oziroma ko se ljudje obrnejo na vas z vprašanji ali pa ali mi je bila kršena pravica in tako dalje. A je bila 1000 številka ali bilo več? Ne, več tisoč. Več tisoč. Okay. Ja, to je kar okrog 4000, 5000. Ok, kar nekaj. Zdaj pa najprej, kdo se, ker smo v tem mesecu, ali ker se s temi vprašanji človekovih pravic ukvarjate že dalj časa, opažate porast sovražnosti do, ne vem, najbolj ranljivih, do vseh, ki niso po JUS-u, ali je približno enako ves čas, in ob tem, kdo se v bistvu najpogosteje na vas obrača? Ampak najprej to, porast sovražnosti. Ja, jaz samo opažam absolutno zmeri več nestrpnosti v družbi, tudi zmeri več porasta sovražnosti do različnih družbenih manjšin, podskupin, dejansko tudi čisto na individualni ravni vsak, ki nekaj pač izstopa, ne, je že lahko tarča sovražnosti, ne. Tukaj še posebej vidim negativno vlogo ali pa problematično vlogo družbenih omrežij, pa tudi raznih komentarjev, ne, kjer je možno anonimno komentiranje in tam si dejansko, ne, ljudje privoščijo absolutno zelo, zelo veliko, ne, nekaj, kar verjetno neki osebi nikoli ne bi v obraz povedali, ne, tam pa si dajo duška, ne. Tukaj moramo vedeti, da seveda etika javne besede, ne, je ena taka zadeva, ki jo pri varuhu že dolgo časa omenjamo, pozivamo, ne, najprej politike, ne, oziroma poslance politike, ne, ki so na nek način v političnem, družbenem, ne, smislu zgled tudi ostalim, ne. Namreč neka dostojnost komunikacije, ne. Ta pa seveda kmalu lahko preraste potem tudi v sovražni govor, ne, torej to pa pomeni že govor, ki je usmerjen diskriminatorno, sovražno do raznih manjšin, ne, to je opredelitev sovražnega govora, ne, ki pa tudi vedno bolj narašča, ne. In zanimivo je, da smo seveda preko teh družbenih omrežij posamezniki zavestno, ne, ali nezavedno, ne, nezavestno potisnjeni zmeri bolj v neke informacijske mehurčke, ne, ki nas zmeri bolj spodbujajo k našim razmišljanjem, tudi našim strahovom, ne, in posameznika zmeri bolj spodbujajo in prepričujejo pravilnost njegovega razmišljanja, kar izjemno, ne, to so velike analiz na to temo narejenih, zelo polarizira družbo, ne samo slovensko, ne, tudi
v drugih državah je tako. Ne. In tukaj je dejansko res vprašanje, kako nasloviti to temo, ne, kako zaveščati, da se bojo posamezniki zavedali, ne, zavestno, da kaj so tudi dezinformacije, ne, kaj so napačne informacije, ne, kako presojati, ne, resničnost posameznih informacij. In seveda potem, kako potem informirano si ustvarjati mnenja o posameznih vsebinah. Tako da to je zelo kompleksna zadeva. Tukaj razmišljam, na kakšen način bi se kot institucija lotili tega ozaveščanja, ne, v družbi, predvsem z namenom, da postanemo bolj strpna, ne, družba, da razumemo, da je raznolikost nekaj, kar posameznika ali pa nas tudi kot posameznika in kot družbo, ne, bogati, in kar nas dela v bistvu močnejše, da napredujemo kot družba, ne, da vsak lahko pač živi neko svojo svobodo, dokler ne omejuje svobode drugega, ne. Ja, In te omejitve tudi se moramo zavedati, ne, in tukaj mislim, da je zmeraj manj tega, ne. Smo tudi v tem družbi, kjer vsak gleda na svoje pravice, ne, in v bistvu zelo hitro pa potepta pravice drugih, ne. In dejansko jaz sem se zelo zdaj vrgla tudi v analizo enega člena Splošne deklaracije človekovih pravic, ki ravno o tem govori, ne, da je, in je zelo pozabljen pogosto, ne, da je treba celo Splošno deklaracijo človekovih pravic brati tudi v razumevanju, ne, da se naše pravice končajo tam, kjer se začnejo pravice drugega, in pa da ima posameznik odgovornost do skupnosti, ne. In takrat je bila cela razprava, ker se je ta deklaracija sprejemala, ima posameznik odgovornost do skupnosti ali do države, oziroma kako opredeliti to odgovornost, ne, v odnosu do človekovih pravic. In na koncu je pač prevladalo to stališče, da ima posameznik odgovornost do skupnosti, kar se pa absolutno strinjam, ne. In tudi tega zavedanja je v bistvu v družbi veliko, če gledamo, koliko je nevladnih organizacij na vseh različnih področjih, ki delujejo, posamezniki, prostovoljci, ne, in ti vsi imajo izjemno zavedanje odgovornosti do skupnosti in veliko dajo v skupnosti, se zavedajo, prejemam od skupnosti in dajem od skupnosti, ne. Ampak dejansko te dobre zgodbe, ne, tudi zmeraj manj najdejo pozornost pri neki, ne vem, v medijih, pri ljudeh, kar se mi zdi škoda, ne, in potem pač prevladujejo ti negativni vidiki sovražnosti, ki narašča, ne. Če pa potegneva črto, kaj potem? Je porast sovražnosti ali ne? Jaz mislim, da je vtis in da je porast sovražnosti, da bo glede to treba učinkovito nasloviti in nekako potegniti nekje ročno zavoro, kot bi lahko rekli. Ampak hkrati pa hočem povedati, da tudi ni vse tako črno, da je pa zelo veliko ljudi, ki so prostovoljci, ki se angažirajo v različnih nevladnih organizacijah, društvih, humanitarnih organizacijah, kar pa mene zelo, pa tudi hkrati z optimizmom nagovarja, ne. Ker ste jih že omenili, ne, in ker to je vendarle podcast o medijih in dobrih praksah in ljudeh, ki z njimi živimo, pa se mogoče tudi navezuje to malo nazaj na tisto vprašanje o zaveznikih, ne. A so slovenski mediji, mimo tega, da se seveda vsi mediji, ali pa vsaj največji, pokažejo na vašem novinarski konferenci o predstavi vsakoletnega poročila o vašem delovanju, a so slovenski mediji še vaši zavezniki? In če ja, ali so tudi mogoče, kaj je to, vir zaznavanja ali pa način zaznavanja kršitev, ki morda še drugače ne bi prišle na vaš radar? Ja, na splošno najprej treba reči, da je medijska krajina v Sloveniji, ne, kot tudi drugje, zelo raznolika in da to pač pomeni, da ne moremo zdaj o medijih govoriti kot o eni unificirani, enotni kategoriji, ne. Imamo različne medije in jaz opažam seveda tudi, da različni mediji, novinarji različno, tudi korektno poročajo o zadevah, ne. Dejansko pogosto opazimo, ne, tudi tukaj smo se pogovarjali z našimi zaposlenimi strokovnjaki za odnose z mediji, pogosto mediji vzamejo samo del informacije, ki jim je v korist, ne. Redki so mediji, bom rekla, ki
dejansko imajo željo predstaviti celotno sliko, vsaj tako izgledam. En problem je po mojem gotovo tudi to hitenje, ne, da je zmeri manj poglobljenih člankov ali pa časa, tudi novinarjev, da se poglabljajo v določene teme in da se zelo veliko novic producira zelo hitro, ne. Kar pa pomeni, da so lahko informacije tudi netočne, površne, ampak vendarle nasplošno mislim, da je veliko medijev, ne, naših zaveznikov, ne, in veliko novinarjev tudi, ne, in tudi veliko zgodb mi izvemo lahko iz medijev in se potem tudi na podlagi tega, imamo tudi to pristojnost, odločimo, da začnemo določene postopke. Seveda pa mediji so tudi po drugi strani tisti, preko katerih mi želimo pozitivna sporočila o pomenu človekovih pravic sporočati, ker to doseže ljudi, ne. Seveda je pa danes vprašanje ne samo teh klasičnih medijev, ampak tudi spletnih medijev, raznih podkastov, torej zelo je ta velika razpršenost, ne, in dejansko ni zdaj samo enega medija, preko katerega bi vsi prebivalci, ne, dobivali, ne, neke informacije. Imamo neposredno nagovarjanja, ne, politikov, posameznikov, influencerjev, tako da gre zelo široko, ne, in jaz si želim seveda, da bi mi kot institucija s svojim sporočilom čim širši krog, ne, posameznikov dosegali, ne. O pomenu človekovih pravic, jaz velikokrat rečem, človekove pravice, ne, pa ne glede na to, če kakšni danes tudi zdaj se malo nasmehnajo, ja, preveč je pravic, ne, absolutno se ne strinjam, so en večjih civilizacijskih dosežkov, ne, naših. In zdaj, da bi se jim kar tako odpovedovali zaradi nekega niti nepoglobljenega, ampak hitrega razmisleka, ker mi zdaj nekaj ne paše v tem trenutku, to je zelo problematično. Dejansko jaz verjamem to, da je treba graditi na teh dosežkih, ne, v bistvu človečnosti, spoštovanja posameznika, ne, človeka, zagotavljanja njegove svobode, ne. Govorimo seveda o človekovih pravicah, seveda zmeraj moramo imeti v mislih in temeljne svoboščine, ne. Te svoboščine so ta tudi zelo pomemben segment, ne. Niso pa absolutne, ne. Na primer, svoboda govora ni absolutna pravica, ne, kot bi kdo si želel ali pa mislil, ne. Tudi nismo mi v Ameriki, ki imamo ta famozni prvi amandma, ne, k ameriški ustavi, ki se bolj nagiba v to smer, ne. Ampak imamo evropski pravni okvir, kjer pa imamo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki pa daje omejitve, ne, ki reče, ja, svoboda govora je pomembna temeljna svoboščina, ampak ne, ima v drugem odstavku seveda tudi te pomembne omejitve, ki se nanašajo in na, ne vem, javno moralo, sovražni govor in tako naprej. In je zelo treba povedati, da sovražni govor ne spada v okvir svobode izražanja, ne. Tako da dejansko tudi v medijih, ne, tudi dezinformacije ne spadajo v okvir svobode izražanja, ne. Torej, vsaka svoboščina s sabo prinaša tudi odgovornost, ne. Potem imamo, ne vem, svoboda zbiranja in združevanja, ne, je izjemnega pomena. Seveda so pa tudi možne določene omejitve, ampak te morajo biti strogo sorazmerne, ne, morajo biti omejene, morajo biti utemeljene, nujne in tako naprej. Tako da dejansko jaz si želim preko medijev, ne, da bi bila ta senzibilnost, ne, ki pa vedno ni na prvo žogo, ne, in zaradi tega mogoče velika tudi je potem spregledana, na te razne nianse, ne, ker če poenostavljamo, velikokrat pridemo lahko tudi do napačnih zaključkov in potem pač seveda veliko ljudi danes kar zamahne z rogo pa rečejo, človekove pravice, teh je pa itak preveč. Isto, ko govorimo o otrokovih pravicah, pa rečejo, otroci imajo danes preveč pravic, ne. Pa jaz rečem, kako pa to mislite? Ja, se danes pa že vsak misli, da lahko karkoli reče, učiteljem v šoli odgovarjajo, nobenega reda ni, nobenega spoštovanja. Rečem, ampak kaj ima pa zdaj to veze, ne, z razumevanjem otrokovih pravic, ne? In potem se seveda malo zakomplicira pogovor in potem vidijo, ne, sej nismo tako čisto mislili, ne. Ampak dejansko res treba je o tem govoriti na eni
bolj, kako bi rekla, niansirani ravni. No, ker smo že pri postavki mediji, pa mislim, da prej še niste odgovorili na tisto vprašanje, kdo se najpogosteje obrne na vas, ker Aha, teh več ja. tisoč prošenj, to je eno, ampak ali je med temi tisočimi, dodatno vprašanje, so tudi predstavniki medijev, novinarji in novinarke? Ja, zelo redko, tako bom rekla. Varuh, v bistvu mi imamo pristojnost do državnih organov, občin in pa nosilcev javnih pooblastil v smislu varstva pravic. Jaz bi si zelo želela, da bi imeli še pristojnost tudi do javnih služb, torej šole, vrtce, domovi starejših, zdravstvenih domov in tako naprej. Kompletno pristojnost, deloma jo že imamo in na nas se obračajo v bistvu zelo različni posamezniki, ne? Od otrok oziroma staršev, potem različne ranljive skupine, tujci, zelo največ imamo pobud z področja socialne varnosti, ne? Pa se ne to nanaša zdaj na dolgotrajno oskrbo, različne skupine oseb z oviranostmi glede dostopa osebne asistence, potem delovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa ZZZS-ja. Zelo malo se obrača na nas, naprimer predstavnikov LGBTIQ+ skupnosti, kar je meni zanimivo, ampak nekako sem opažala, da se večinoma obračajo bolj na zagovornika načela enakosti, to pa tudi zato, ker ima nekoliko širši, ne, ali pa močnejši mandat na področju načela enakopravnosti, ne, enakosti, in lahko potem tudi bolj konkretno odloči, ne, in ima pa seveda tudi pristojnost do zasebnega sektorja. Tako da, če ne, na nas se obračajo tudi tujci, se obračajo tudi posamezniki iz ruralnega okolja, osebe, ki imajo manjšo dostopnost do digitalnih storitev in tako dalje. Tako da mi tudi skrbimo, da je naše delovanje tako digitalno, kot tudi še vedno analogno, ne. Pa starejši, ne, tudi veliko starejših se na nas obrača. V zadnjem pač opažamo, da smo v družbi, kjer je tudi veliko starizma, ne, kjer se starejši zelo pogosto na različnih področjih življenja počutijo diskriminirani. Mogoče počas čas, da gremo proti koncu tega našega pogovora, ampak vendarle za hip bi se samo še vrnil na, se mi zdi, nekako skozi splava v našem pogovoru, ta odnos, ne, od do vaše inštitucije strani drugih najvišjih državnih organov, državnega zbora in tudi vseh ostalih vpletenih, da zdaj s tem, ko so oni vas imenovali, da so oni svoje opravili, zdaj pa vi, kukarčte, se slišimo ob predstavitvi vašega poročila. A imajo vaše opozorila, vaše mnenje, vaše stališče, a to rezultira v spremembah zakonodaje? Zdaj, v končni fazi ne gre samo za stvari, kot so nerazumno dolgi sodni postopki, kot so diskriminacija na ravni spolne usmerjenosti, veroizpovedi in tako dalje. To so vse stvari, ki so normativno v Sloveniji rešene, ne? Ampak še vedno se te kršitve in ta diskriminacija pojavlja. Skratka, a so državne inštitucije odzivne na vaše opozorila, na vaša priporočila, pa tem, kako je treba stvari spremeniti v praksi? Ja, v določeni meri so, v določeni meri pa je ta odziv prepočasen. Moramo vedeti, da v bistvu vlada v Sloveniji, in to je zelo pohvalno, vsako leto pripravi celovito odzivno poročilo na poročilo varuha, kjer se opredeli do vsakega priporočila varuha iz letnega poročila. To je zelo pomembno in to ni samoumevno v vseh državah, ne. V nekaterih državah so celo že zavrnili poročilo varuha, kar je izjemno negativna praksa. Pa vendarle se tudi to lahko zgodi. V Sloveniji pa vendarle je ta, vsem se mi zdi, nek pozitiven pristop do varuha in vlada vedno pripravi za državni zbor odzivno poročilo, ne. To pa ne pomeni, da smo z vsemi temi odzivi mi tudi zadovoljni, ne. Lahko vemo, da imamo preko 100, mislim, da še celo preko 130
neuresničenih preteklih priporočil varuha in ta se ne nanašajo samo na spremembo prakse, se nanašajo tudi na spremembo zakonodaje. In smo tudi bili v preteklosti, zdaj, če predvsem za zadnjih 6 let govorim, lahko uspešni pri promoviranju nujnih sprememb zakonodaje, različnih zakonov, od kazenskega zakonika do področja sociale. Imamo možnost, zelo smo bili tudi, naprimer, imamo možnost, da damo tudi intervencijo tretje strani na Evropsko sodišče za človekove pravice. To smo zdaj 3krat storili, ampak v bistvu 2krat je bil konkreten učinek. En je bil glede razumevanja zakonitega sodnika, to je zadeva X in drugi proti Sloveniji, to se boste spomnili glede nasilnega odvzema otrok, kjer je se zelo dolgo potem to zgledal ta sodni postopek in kjer smo mi ocenili, da je potrebna tudi naša intervencija. In sodišče, čeprav ustavno sodišče ni upoštevalo naših pogledov, tudi ne slovenska sodišča, pa je Evropsko sodišče za človekove pravice v tem delu, ki smo ga argumentirali kot sistemskem problemu, v celoti pritrdilo našemu stališču in zdaj seveda bo tudi mogel priti do, poleg tega, da je seveda tudi sodni svet potem odločal o umiku predsednika sodišča, Ljubljanskega sodišča, o spremembi sodnega reda in zakonodajnega okvira. Druga zadeva imamo zdaj glede zakona o mednarodni zaščiti, kjer se dejansko spreminja položaj svetovalcev za begunce in se od njih dejansko je zahtevalo, da bodo naprimer poročali Ministrstvo za notranje zadeve, če izvejo za kakšne neugodne okoliščine. Tukaj mi mislimo seveda, da gre za poseg v neko zaupno razmerje med svetovalci za begunce in temi migranti oziroma begunci, ker država pa je dolžna zagotavljati brezplačno pravno svetovanje tem beguncem in to ne morejo dosegati v Sloveniji preko brezplačne pravne pomoči tujci, ampak preko tega konkretnega instituta. Potem imamo tudi druge zakone, kjer smo uspeli doseči spremembe in seveda varuh promovira tudi ratifikacije različnih lahko mednarodnih pogodb. Tako smo naprimer uspeli, da je Slovenija že ratificirala na podlagi pobud varuha opcijski protokol konvencije o otrokovih pravicah, ki omogoča individualne pritožbe na odbor za otrokove pravice. Potem za Istanbulsko konvencijo imamo sedaj tudi odprto priporočilo, da se preuči, ali je lahko Slovenija umakne rezervacije, torej pridržke k tej mednarodni pogodbi, kjer tudi ocenjujemo, da niso potrebni in tako dalje. Tako da v bistvu imamo kar nekaj možnosti in vse stvari počasi premikajo, je pa vse prepočasi in zato tudi pripravljamo za neko matrico pregleda, kako se ta naša priporočila uresničujejo. Jaz verjamem, da tudi mi kot institucija moramo narediti več v smeri, da se bojo lahko ta priporočila, da bojo bolj prepoznavna tudi v javnosti in da se bodo potem več hitreje lahko uresničevala, da bo ta nek pritisk na institucije iz tega vidika večji. No, preden gremo na zanimivost, ki je pa trademark eden od podcasta Met in čaj, pa mogoče sam na kratko še, kje vi vidite ne samo aktualne bitke, o katerih ste nekaj govorili danes, ampak prihodnje bitke na področju človekovih pravic. Zadnje tedne se recimo, ali pa zadnje mesece se je veliko govorilo o tem, pametni telefoni in mlajši, koliko tega v šolah, potem tudi na ravni Evropske unije te aplikacije za slačenje, ampak to sem zdaj 2 random navrgla, kje vi vidite prihodnje bitke? Ja, ravno, to je sigurno ena tema. Ravno v ponedeljek smo imeli posvet varuha v Državnem svetu skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije o otrokovih pravicah v digitalnem okolju, kjer smo predvsem izpostavili, da je tudi to vprašanje treba
nasloviti torej, dostopa mladih otrok do digitalnega okolja z vidika človekovih pravic, kjer pa ni tako enostavno, enoznačno, da se to kar prepove, ampak je treba pogledati tudi z vidika, kaj se s tem posameznikom vzame, ali je to upravičeno. Torej, iskati je treba najboljša rešitev, ki bo tudi skladna z razumevanjem otrokovih in človekovih pravic. Ena zelo pomembna bitka, ki se bo v bodoče bila na področju človekovih pravic, je gotovo na področju umetne inteligence in avtomatiziranih sistemov, kjer se že zdaj zelo veliko ukvarjamo, sploh pa na mednarodni ravni, z vprašanjem, kako zagotavljati človekove pravice ne samo v digitalnem okolju, ampak tudi v okviru delovanja umetne inteligence. To je zelo en tak pomemben vidik. Potem so vse ranljive skupine, ki so lahko podvržene različnim primanjkljajem v tem zvezu. Moramo vedeti, da hkrati to, kar je za nekoga lahko povečevanje dostopnosti, lahko za drugega pomeni izključevanje. In v tem smislu tretji vidik je ta gradnja vključujoče družbe, kjer se dejansko zavedamo, da moramo sprejemati politike in ukrepe, kjer nikogar ne puščamo zadaj. To je zelo pomemben vidik, na katerega tudi vse mednarodne institucije zelo pogosto postavljajo. Zdaj, četrti vidik je pa sigurno to, kar smo tudi že govorili, zavzemanje za večjo, za bolj strpno, bolj spoštljivo družbo, kjer bo manj sovražnega govora, kjer bo manj predsodkov, kjer bo manj nezaupanja. In to je tudi pomemben vidik, z vidika človekovih pravic, ničelna toleranca do nestrpnosti, da ni to samo nek slogan, ampak da se dejansko izobražuje, usposablja posameznike in ozavešča, da postane to čim večja realnost. Doktorica Simona Drenik Bavdek, vsak Met in čaj končamo z enakim vprašanjem vsem najinim gostjam in gostom. In sicer prosiva jih, da nam povejo nekaj, kar se mi zdi zanimivo. Neko kakšno anekdoto z osebnega ali siceršnjega življenja, kakšen podatek, na katerega so naleteli pri svojem delu, pa je morda zanimiv, da ne rečemo nerdy, ali pa samo pač nekaj, za kar se vam zdi, da bi moralo vedeti več ljudi, pa tudi, če je povezano s kakršnokoli tretjo temo. Skratka, z lepo slovenščino, tell us something we don't know. Ja, danes je zelo težko reči nekaj, kar se ne bi že vedelo, ampak lahko pa nimamo pozornosti temu. Tako da mogoče mene je zelo pretresel en podatek, ki sem ga brala v reviji The Guardian, in sicer, da so delali anketo med mladimi, med v bistvu populacijo glede predsodkov do enakopravnosti spolov. In so ugotovili, da mladi moški do 30 let so v več kot 1/3 menili, da naj bi bile ženske v popolnoma vsem podložne nekako moški. Medtem, ki pri starejši populaciji je bilo tazga mišljenja manj kot 10% moških. Tako da dejansko to kaže, da smo v družbi, ki ima veliko izzivov, in da zadeve, ki so se nam še včeraj zdelo samoumevne, jutri morda ne bodo več, in da je res ta slogan, da človekove pravice niso samoumevne in da je pač na njih treba delati in da je vredno biti aktiven na tem področju. Tako da to je ena taka zadeva, ki se mi zdi, da tak podatek, nad katerim bi se res mogli zamisliti, v katero smer kot družba, kot zahodna družba, ali pa kot pač družba, evropska družba gremo. To, mogoče pa čisto iz osebnega življenja, pa ko smo pri medijski dieti, zanimivost, se mi zdi pa tudi, da seveda vsak posameznik vedno lahko neke pač
sledi zelo neke fokusirane vsebine, ne, ki pa nimajo nobene veze, ne, s tem, kar se danes pogovarjamo, pa so ravno tako pomembne in zanimive, ne, to so razne platforme, ne, ki pa posameznike potem zapisujejo in ustvarjajo neke svoje mehurčke, ne. Mogoče zanimivo, meni mož vsako leto za rojstni dan, ki ga imam jesen, tako imenovan NBA pas, ne, in potem jaz lahko vsako jutro, ne, pregledam, ker me pač zanima košarka, kaj se dogaja na drugi strani luže, ne, na tekmah si lahko pozivaš tisoče analiz, statistik, povzetke tekem in ja, in to je kar nekako tak jutranji ritual, da si pač vsako jutro potem med večino leta, ne, ko pač liga poteka, te stvari pogledam in to je pa pač en tak odklop, ki pa tudi mislim, da ga vsak rab iz tega svojega vsakdanjega dela in življenja, ne. Ja, pa že moramo vprašati, Ja, za katero tako, ja. ekipo in za koga navijate, pa ne LA Lakers pa Dončić, recimo, da je on izven konkurence. Okej, oni absolutno niso konkurenca, ne, so pa meni bili zelo ljubi, ne, potem že od nekje teh izločevalnih bojev naprej New York Knicksi, ne, ki so zdaj tudi zmagali. In sploh Jalen Brunson, ne, ker vemo, da je tudi igral za Dončićem nekaj časa v Dallasu še, ne. Ja. In je bilo zanimivo, da sem bila pa jaz ravno takrat, ne, ker so bile 2 newyorški tekmi, finala, ne, pa na 19. zasedanju konference držav pogodbenih konvencij o pravicah invalidov v New Yorku, ne, in se potem imela priložnost v New Yorku iz prve roke spremljati te tekme, seveda v nekih teh ameriških pubih, ne, ker tekme, cena tekem, vstopnice je začela nad 7.000 evri, pa še to čisto v zadnji vrsti, ne, so pa tudi 50-70 tisoč evrov dosegale, ne, pa vendarle je bilo res posebno vzdušje, sploh na te četrti tekmi, ne, kjer so praktično Knicksi v zadnji sekundi res na neverjeten način zmagali, no. Tako da sem tam še nekaj mojih kolegov, ki so sicer rekli, da nimajo pojma o košarki, tujih, ne, navdušila in smo potem po delovni večerji, ki je bila sicer zahtevna, šli vendarle si potem še zadnji polčas tekme ogledati in je bilo zelo super izkušnja. Ja, no, ko ste omenili cene vstopnic, tukaj je bitka za človekove pravice, če se boste tega lotili, pa boste na naslovnicah. Ja, ne vem, če je varuh človekovih pravic tako vplivan. Doktorica Simona Drenik Bavdek, najlepša hvala za gostovanje v Metinem čaju. Ja, nič okej, hvala za povabilo. Z veseljem še kdaj. Srečno. Srečno. Evo,